Postojnski gozdovi spominjajo na prave vojne prizore, opustošenje je naravnost katastrofalno, ljudje ne pomnijo, da bi jim narava kdaj tako zelo pokazala zobe. A vi ste že starejši, se spomnite, ni kaj Nikoli kaj tazga ni bilo. Prav opustošenje je tudi tu pred Postojnsko jamo, praktično lahko rečem, da ni niti enega celega drevesa. Drevje leži vse povsod, ceste so težko prevozne, gasilci, vojaki, civilna zaščita, cestarji, prostovoljci delajo na vso moč. Previdnost je še posebej pomembna. Pozorni moramo biti na veje, da niso preveč naprožene. Ker če so naprožene veje, potem jo lahko vrže nazaj. In potem lahko kakšna tudi poškoduje. Malo moraš gledati, ne? Ne razmišljate preveč o tem. Malo moraš, Zdaj, če se bojiš, pol ne greš na noter, kaj gremo lahko vsi domov, kaj če reči. Če takole pogledamo, zgleda skoraj kot bojno področje, ko padajo bombe. Ja. So isto takole Dobesedno je nekaj tazga, še hujši je, poglejte, niti eno drevo ni celo, popolnoma komplet gozd je uničen. Da je zaledenelo drevje smrtno nevarno, smo izkusili tudi sami, zaščitna oprema je zato nujna. Kako nevarno je tu v gozdu, dokazuje tudi tole podrto drevo, ki je ravnokar padlo in popolnoma zaprlo cestišče. Kljub nevarnosti se še vedno najdejo takšni, ki varnostnih pravil ne upoštevajo, a ne po lastni krivdi. Mi smo v službi, mi moramo delati po navodilih. To vse, kar imamo za trenutno. Čelad nimate? Trenutno nimamo, ne. Nimamo. A ni to nevarno za življenje in za vse? Nevarno je, ampak treba narediti. Šefi pravijo narediti, vi morate narediti. Mi moramo narediti. No, upamo, da bo prevladal razum, ne le želja po zaslužku in bodo odgovorni v naslednjih dneh požrtvovalnim delavcem le zagotovili ustrezno zaščitno opremo. Ljudem pa ob tem opozorilo pristojnih. Sami ne odstranjujte drevja, to vas lahko stane življenja. Pokličite 112 in kar najhitreje bodo za razdejanje poskrbele usposobljene ekipe.